Vsaka prebojna ideja potrebuje pravi trenutek in pravi zagon. P2 program Slovenskega podjetniškega sklada startupom pomaga narediti ključni preskok od prototipa do trga. Program je namenjen mladim, inovativnim podjetjem, ki razvijajo prebojne izdelke, storitve ali procese, zlasti na področjih, ki sledijo načelom podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in pametne specializacije. Podjetja morajo biti v zgodnji fazi razvoja, imeti vsaj izdelan prototip ali validirano idejo in jasno strategijo za lansiranje svojega MVP-ja na trg. Letos je razpis P2 2025 prejemnikom ponudil 72.000 evrov nepovratnih sredstev, bogato mentorsko podporo ter vključitev v program Razvojni plus. Nanj se je prijavilo 101 podjetje, 52 iz zahodne in 49 iz vzhodne regije. Med njimi jih je bilo izbranih 30. 30 ekip, ki s tehnologijo, trajnostjo in drznostjo ustvarjajo prihodnost slovenskega podjetništva. Nepovratna sredstva P2 omogočajo podjetjem, da investirajo v razvoj, marketing in širitev ekipe, medtem ko mentorska podpora pomaga sprejemati prave odločitve v ključnih trenutkih. Podjetja, kot so Solnera Grow, Lemon Squeeze, Rain Smart Living in Space Guardian, že korakajo po poti k uspehu, z jasnimi cilji, globalnimi ambicijami in inovacijami, ki spreminjajo industrije. V podjetju Solnera razvijamo pametno aeroponično napravo, ki s pomočjo edinstvene LED tehnologije, naprednih senzorjev, umetne inteligence ter IoT povezljivosti omogoča enostavno, energetsko učinkovito ter trajnostno pridelavo hrane v vsakem domu. Sredstva P2 nam bodo omogočila, da testiramo in razvijamo naš prvi prototip ter pripravimo crowdfunding kampanjo, ki je ključna za vstop na globalni trg. Veliko nam pomeni tudi mentorska podpora, saj bomo s pomočjo izkušenih strokovnjakov lažje sprejemali prave odločitve v tej zgodnji fazi razvoja. Podjetje Lemon Squeeze se ukvarja z inovativnimi rešitvami, delamo z računalniškim vidom, naša rešitev pa je namenjena vsem upravljalcem parkirišč. Naš naslednji mejnik je lansiranje projekta, ki smo ga z naročnikom podpisali, se pravi gre za pilotni projekt, kjer bo naša tehnologija in naš projekt Viziopark mogel zaživeti v neki okrnjeni obliki. Torej, naše podjetje Rain Smart Living d.o.o. je inovativno podjetje z zelo mladim kadrom in naš namen je ljudem pomagati pri znižanju obratovalnih stroškov njihovih stavb na vsakem področju. Na razpis P2 nas je prepričalo predvsem to, da gre za nepovratna sredstva, pri katerih podjetje ne rabi se odpoveda določenemu deležu zaradi te investicije in pa spodbujanje tudi preko nekih drugih programov k nekemu inovativnemu razmišljanju, potem tudi realizaciji tega izdelka. Naš naslednji mejnik je torej izdelek, ki je bil predmet P2 razpisa, pripeljati do točke Minimal Viable Producta in pa potem še dodatni popravki tega izdelka ter njegovo lansiranje na trg. Jaz sem Luka iz podjetja Space Guardian, kjer se ukvarjamo z razvojem platforme za avtomatsko manevriranje satelitov. Platforma je namenjena predvsem manjšim in večjim operaterjem satelitov. Sredstva od P2 bomo namenili predvsem za plače, se pravi, da pokrijemo en del razvoja naše platforme in pa za razne poti na konference, česar se zdaj kar veliko udeležujemo. Naš naslednji mejnik je razvoj MVP-ja in pa da onboardamo prvega operaterja satelitov na našo platformo. Naša rešitev je namenjena posameznikom, ki si želijo več prostora v vsakdanu. Namenjena je tudi družinam z več otroci, ki rabijo več prostora za igranje, posteljo odstranijo čez dan in imajo več prostora. Za razpis P2 smo se odločili zaradi zelo potrebnih sredstev in pa tudi programa, ki sledi zraven, kot so recimo mentorstvo in ostale dobre stvari, ki pridejo. Konkretno bomo v prvi fazi sredstva porabili za dokončanje samega razvoja postelje in pa investicijo v marketing, katerem smo še zaenkrat na začetku. Za vsakim podjetjem stoji ideja, za vsakim prebojem pa prava podpora. P2 2025 ni le financiranje, je priložnost za rast, mreženje, znanje in preboj na trg.
Toplo priporočam prijavo na razpis P2, saj podjetje nudi vse ključno za uspešen vstop na trg, tako financiranje kot tudi mentorstvo in pa javno prepoznavnost. Podjetnikom, ki bi se radi prijavili na razpis P2, bi definitivno svetoval, da to naredijo. Naj se temeljito pripravijo, razmislijo o svoji ideji, najdejo pomoč, kot smo našli mi v podjetju Tovarna podjemov, in da sledijo svojim sanjam. Torej, moj nasvet bi bil, da se ne obotavljati preveč, ampak se sam spraviti, pisati prijavo in se prijaviti.